3 zaostalimi tekmami je padel zastor nad jesenskim delom sezone v drugi slovenski nogometni ligi. Jesenski prvak je postala ekipa Radomelj, ki pa je v zadnji tekmi prvega dela sezone doživela 3. poraz, tako da razlike na vrhu ostajajo sila majhne. Tako kot pri vrhu je napeto tudi pri dnu razpredelnice, sploh potem, ko sta ritem ujela tudi Tolmin in Šenčur. V prvem delu sezone so se najbolj izkazali nogometaši Radomelj, ki so zbrali 31 točk. Na drugem mestu je jesenski del končala Ptujska Drava, ki je na krilih izkušenega Nastje Čeha za Radomljami zaostala zgolj za 3 točke. Na tretjem mestu so nogometaši Doba in Veržeja, ki za drugim mestom, ki po koncu sezone prinaša dodatne kvalifikacije za uvrstitev v prvo ligo, zaostajajo 4 točke. Po prvem delu sezone tako najbolje kaže nogometašem Radomelj, ki so znali izkoristiti lanske prvoligaške izkušnje. Njihovo prvo mesto je za mnoge povsem pričakovano. Ne bi rekel, da je pričakovano. Želja je seveda bila, da se borimo za sam vrh. In glede na to, da smo imeli kar nekaj odliva igralcev po lanskoletni prvoligaški sezoni, da je 8-9 igralcev zapustilo ekipo, smo seveda malo bili v pričakovanju, kako bo to letos izgledalo, in seveda tiste prvi krogi so nam dajali že neko sliko, da se lahko realno borimo za sam vrh, in seveda željo, da smo tudi čisto na vrhu in da se borimo tudi za ta mesta, ki nas zopet peljejo proti prvi ligi. Tako da smo zadovoljni seveda z dosedanjim izkupičkom. Je oceno pod prvi del sezone potegnil trener vodilne ekipe, ki ima tudi najboljšo razliko danih in prejetih golov, ta znaša +16. 3 točke za lanskim prvoligašem je zaostala ekipa, ki je še lani igrala v 3. ligi. Drava je sezono začela odločno in dolgo časa tudi vodila, nato pa je prišel niz slabih rezultatov. Glede na to, da smo novinci v ligi, da so v klubi bili takšni in drugačni problemi, moramo biti na koncu seveda zadovoljni, ne glede na rezultat zadnje tekme. Mislim, da je ekipa oddelala tisto tako, kot je potrebno, da smo število točk zbrali, mogoče še nismo pričakovali niti podrazno, ampak tako, kot smo tekmo po tekmo smo delali, na koncu se je pokazalo to, kar se je pokazalo, in sigurno cilj še zmeraj tu okrog 5. mesta. Če se situacija pokaže tako, kot se kaže, da se lahko zgodi, bomo pa poskušali vse narediti, da ostanemo tu, ki smo. Prvima 2 ekipama za vrat dihata Dob in Veržej, ki bosta upala na spodrsljaja vodilnih in čakala svojo priložnost. Če so nogometaši Veržeja prijetno presenečenje, pa so si v Dobu obetali celo kaj več, kot je zgolj 4. mesto. Glede na samo ekipo, ki je, se pravi same izkušnje, samo kvaliteto ekipe, je to vsekakor nekako realen cilj, čeprav ekipa je še sposobna večjega dometa, vendar zato je treba pač pokazati neko konstanto, ki je pač letos Dob ni dosegel, nismo dosegli. Vsekakor bomo naredili vse v pripravah, da to konstanto probamo držati 11 krogov v spomladanskem delu prvenstva. Zdaj, kako bo to prineslo točkovno in kaj bo prineslo na lestvici, bomo na koncu videli, ampak jaz verjamem, da mi lahko še napademo z ozadja, ampak za prvo mesto pa mislim, da je malce nerealno. Ker so razlike zelo majhne, jesenski del pa je bil izjemno izenačen, ne gre pozabiti niti na tiha favorita pred začetkom sezone, Aluminij in Triglav, ki sta celo sezono sicer igrala zelo nekonstantno, a na koncu vseeno nista zaostala preveč, kar je zagotovo lepa napoved za spomladanski del prvenstva, ko se bo odločalo o potniku v prvo ligo. In za konec še statistični posladek. V jesenskem delu je bilo odigranih 80 tekem, doseženih pa je bilo 238 golov oziroma nekaj manj kot 3 tekmo. Lepa popotnica za spomladanski del prvenstva, ki se s tekmami 17. kroga nadaljeval sredi marca.